Največji dar. Šmarnice za otroke 2020. Napisala Marjeta Cerar. Šestindvajseti dan šmarnic. Dedek v bolnišnici. Polona se je z bratom in sestrico ter z očkom in dedkom povzpela na Triglav. Njihov planinski izlet je trajal 2 dni. Ob sestopu so na planinski koči spoznali gospoda, ki je že 100-tič stopil na Triglav. Poučil jih je, da se je treba za vsako stvar v življenju potruditi. Po poti v dolino so razmišljali o tem, kako je hoja lahko tudi molitev in da človek na vsakem koraku potrebuje Marijino in Božje varstvo. Očka je zaskrbelo, ker se je dedi počutil zelo slabo. Ko smo se vrnili z planinskega izleta, je dedi nekaj dni počival in se ni počutil prav dobro. Močno ga je stiskalo v prsih. Bil je ves bled in brez moči. Babi je bila zelo v skrbeh. Ponoči se je njegovo stanje poslabšalo in očka ga je odpeljal k zdravniku. Zdravnik ga je takoj poslal v bolnišnico, kjer so naredili nekaj preiskav in ugotovili, da je njegovo srce začelo popuščati in da potrebuje operacijo. Pred operacijo je babi poklicala župnika, da je dedku podelil zakrament bolniškega maziljenja. Tisti dan smo ga vsi obiskali. Babi je seboj v bolnišnico nesla rožni venec, bel prt, lesen križ, sveto pismo in podobico Marije z brezi. Ko smo prišli v bolnišnico, je bil župnik Marko že pri njem. Dedek je, tik preden smo prišli, opravil spoved in prejel obhajilo. Babi je na mizico pogrnila bel prt, nam položila križ in svečo, ki je ni smela prižgati, in Marijino podobico. Župnik je dedka mazilil po glavi in po obeh dlaneh ter zraven molil. Potem je prebral še odlomek iz svetega pisma in nas vse povabil, da skupaj zmolimo Oče naš in Zdravo Marijo. Po opravljenem obredu smo še malo posedeli ob dedku, potem pa smo se poslovili. Dedi je bil videti miren. Preden sem odšla, sem se stisnila k njemu. Zavohala sem isti vonj kot takrat, ko je bil krščan Jošt. Rekla sem mu: "Dedi, ti pa dišiš po Jezusu." Dedi se je nasmehnil in rekel: "Če je tako, potem bo vse v redu." Naslednje jutro so ga operirali in babi je celo dopoldne sedela ob Marijinem oltarčku in molila. Tudi očka in mami sta se pridružila. Popoldne je očka poklical bolnišnico, kako je potekala operacija. Zdravnik mu je povedal, da je operacija uspela in da se dedek dobro počuti. Leži na intenzivnem oddelku in 3 dni ga ne smemo obiskati. Naslednji dan so se stvari zapletle. Dedi se je okužil z bolnišnično bakterijo in stanje se mu je poslabšalo. Bil je zelo šibek in vsi smo se bali zanj. Še vedno je bil na intenzivnem oddelku in nihče ni smel k njemu. Očka je dobil vse informacije le po telefonu. Babi je bila vsaj sebe in njene oči so bile rdeče od joka. Verjetno se je bala, da bo dedek umrl. Z dedjem sta res povezana, zato je bila zelo žalostna. Želela sem ji pomagati in spomnila sem se njenih besed. Takrat, ko ti je hudo, moli. Prinesla sem ji svoj rožni venec in jo spomnila na njene besede. Močno me je objela in začela moliti. Nekaj časa sem molila z njo. Pridružili so se še drugi člani. Tudi mali Jošt je bil zraven. Babi je noč prebedela v molitvi. Zjutraj sem jo našla v naslonjaču z rožnim vencem v roki. Previdno sem jo zbudila. Ko me je zagledala, se je nasmehnila in rekla: "Ne boj se, vem in verujem, da bo z dedjem vse v redu." Verjela sem njenim besedam, saj sem vedela, da je vso noč iz vsega srca prosila svojo ljubo Marijo. Naloga. Nekaj zmoli za nekoga, ki je bolan, ali v bolnišnici, ali v domu za ostarele.